Šole smučanja so pri nas med boljšimi v Evropi. Prav tako so v tujini, kjer se za najem smučarskega učitelja odloči več ljudi kot v Sloveniji, zaželeni slovenski smučarski učitelji. V prestižnem švicarskem Davosu, kjer je v teh dneh zbrana smetana gospodarstvenikov in politikov iz vsega sveta, si služi kruh kot učitelj smučanja tudi glasbenik Matjaž Živkovič-Maki. Ker so na smučišču potrebovali rusko govoreče inštruktorje, je delo dobil brez težav. Maki, pozdravljen. Kdo so tvoje stranke? Iz celega sveta so stranke. Zdaj sem se fokusiral v azijske stranke, ker živim poleti v Aziji, v Bangkoku. Tako da mi zdaj šef daje bolj azijsko govoreče stranke. Je opazna razlika? Ja, velika razlika je. So bolj veseli kot Evropejci, pa prej se naučijo smučati. Kakšen pa je zaslužek? V bistvu, kako bi rekel, ni tako dober zaslužek, kot ljudje mislijo, da sem zdaj jaz v Davosu, pa da smučati s Putinom. Čeprav moj šef je šel smučati s Putinom, ne vem, če mu je kakšen tringel pustil. Vse je odvisno, veste, to je tak job, da je recimo taka nevihta, kot je zdaj, pa stranka odpove. Ravno danes sem v ene Ruse in so mi odpovedali smučanje, potem tudi plačila, ker smo plačani po urah. Tako da vse odvisno od sezone do sezone. Za Švico so značilni visoki življenjski stroški. Ja, morate vedeti, da so tukaj stroški življenja višji, ne? Tako da se vse zregulira, ali kako bi rekel. Tukaj je ena pica 25 evrov, kava 5 evrov, tako da treba tudi to vzeti v obzir. Poleti učiš angleščino v Aziji, je velik preskok med obema kulturama? Ja, zelo velik preskok je bil zame, ker tukaj res milijarderje srečujem. Tudi Bill Gatesa sem 2 leti nazaj videl 4 metre od mene. Tam pa srečujem učence, ki morajo delati nočni šiht, pa da imajo za pest riža. Res velik preskok in solze v očeh, ko to vidiš. Maki, hvala in pozdrav v Švico.